veste, smo preteklo leto prenavljali veliko trgovin znotraj City Parka, tudi letos smo s tem zaključili. Še naprej se izvaja obnove in vedno dodajamo nove in nove blagovne znamke. Seveda pa je osnova, da lahko trgovine dobro poslujejo tudi dobra oziroma odlična parkirna hiša. Investicijo, ki smo jo izvedli pred kratkim, je trajala, oziroma en mesec pa pol je trajala obnova parkirne hiše. Vložili pa smo malo več kot 770 000 evrov. Dela so, polovica teh del nekako predstavljajo tehnološke izpopolnitev garažne hiše, druga polovica pa so same gradbene in pa malarska dela, ki smo izvedli v parkirni hiši. Gre za najsodobnejši parkirni sistem v Ljubljani. Vsekakor smo edino nakupovalno središče, ki premore to vrstni sistem. Sistem je zasnovan tako, da kupec čim prej najde prosto parkirno mesto. Na drugi strani pa sistem enosmernih ulic omogoča tudi varno in udobno parkiranje našim obiskovalcem. S tem se izognemo gneči, ki se je pojavljala, da ko so vozila za vsako režo posebej zaustavljala in iskala parkirno mesto. Danes tega ni več, tudi zdaj, odkar sistem deluje, to je dober teden, opažamo, da se vozila veliko hitreje premikajo po parkirni hiši in da v povprečju stranke porabijo 70% manj časa, kot so prej. Če so prej porabljali recimo nekje, ko je bila gužva, tudi do 15 minut, da so najde prosto parkirno mesto, danes to traja samo še 5 minut. Sistem je zasnovan tako, da vas s pomočjo svetlobnih tabel, ki so izobešena na glavnih ulicah ali pa na glavnih cestiščih, ko se vozite, vozi do prostega parkirnega mesta, ki je označeno z senzorji in pa s svetlobnimi lučkami. Zelena svetlobna lučka pomeni prosto parkirno mesto, rdeča svetlobna lučka pomeni zasedeno parkirno mesto, modre lučke so namenjene parkirnim mestom za invalide, dodatno pa smo naredili tudi parkirna mesta za družine oziroma družine z majhnimi otroci, ki so pa označena z cijan modro barvo. Na drugi strani bi poudaril, to je investicija, ki smo sicer izvedli prejšnje leto, ampak naša parkirna hiša je tudi ena izmed redkih, ki je popolnoma pokrita z videonadzornim sistemom, tako da so vozila popolnoma varna v naši hiši in da so vsi kotički dejansko pokriti. Razvijamo pa tudi aplikacijo, ki bo v bodoče, v roku pol leta recimo, ali pa v roku enega leta vsekakor stranko dejansko pripeljala do njenega parkirišča izpred trgovine, kjer se nahaja, bo pripeljala stranko direktno do parkirišča, kjer bo pustil svojega jeklenega količka. Mene zanima, če boste zopet odpirali vrata, kadar bo grozilo neurje in toča. Vsekakor. To je smernica, ki smo jo uvedli v City Parku in pa pri ostalih dveh naših nakupovalnih centrih. Potem je pa tudi konkurenca opazila, da je to smotrno dejanje in smo veseli tega, da odpirajo in da s tem se zmanjšuje škoda za vse. Tudi ob nedeljah in praznikih? Tudi.